Zadnje 3 dni je na naši šoli potekal kulturni maraton, ki se je začel v četrtek z delavnicami. V delavnici kviz so dijaki bili v skupinah 2 po 2 in so odgovarjali na vprašanja, ki so se navezovala na teme šport, geografija, kultura in zabava in druge. Odgovori so bili hitro podani in zelo različni tudi strani publike. Ko pa je prišlo do odgovarjanja vprašanj pred kamero, pa so bili tekmovalci malce sramežljivi. S kvizom. Pozaj njega bi lejko pitali, malo ne. Ja, nasplošno vse. Karaoke so potekale v malo bolj modernem stilu, saj so dijakinje prepevale ob posnetkih z YouTuba. Zanimivo je, da se v naboru pesmi mladostnikov, včasih poleg angleških, znajde tudi kakšna v lasti naših južnih sosedov ali pa celo slovenska. Dijaki, ki so želeli dopoldan preživeti malce bolj na len način in hkrati poučen, so se odločili za filmski dopoldan z Jane Austen. Dijaki bolj poskočne narave pa so se odločili sodelovati v delavnici folklore, kjer so plesali ljudske plese. V tej delavnici se učimo prekmurskih plesov. Zakaj se pa odločila za to delavnico? Zaradi tega, ker se s tem ukvarjam tudi drugače, tudi doma, plešem pri več folklornih skupinah in je lepo, da se malo tudi obnovi znanje v šole. Na naši šoli pa imamo tudi dijake, ki se odlično izražajo umetniško. Ravno s tem razlogom pa je profesorica Tanja Trajbarič-Lopert naredila delavnico Likovna akcija, kjer so dijaki ustvarjali z barvami in barvnimi spreji. Ja, zanima me pač risanje, slikanje in druge stvari, pa sem se pač odločila, da bomo sodelovala pri likovni delavnici. Pri uri smo začeli delali karikature, katere smo prinesli tudi v šolo, potem pa smo jih naslikali gor na to steno gimnazije. Naravna govorka Mrs. Landžekom se je odločila narediti kuharsko delavnico, kjer so dijakinje kuhale značilen britanski zajtrk, kosilo in večerjo. Dijakinja 1. letnika se je odločila, da bo dijake naučila, kako lahko na zabaven način pletemo zapestnice tudi doma. Za popolno sprostitev in umiritev stresa so se dijakinje in profesorice udeležile delavnice joge. Tako, tukaj se pa ukvarjamo z jogo, spoznali bomo neke osnove, naredili bomo pozdrav soncu, potem se bomo malo posvetili meditaciji, sproščanju in potem še kratek razgovor o naši delavnici. Ker pa je vreme ta dan bilo neznosno vroče, se je velika večina dijakov odpravila v park, kjer so prepevali pesmi, hodili po vrvi ali pa preprosto uživali v naravi. Tisti, ki pa vročine niso mogli prenesti, pa so se ohladili s kopanjem v bazenu, igranjem odbojke na mivki ali pa ležanjem nekje v senci. Naslednji dan se je nadaljeval in začeli smo z evakuacijsko vajo, saj varnost vedno na prvem mestu. Za 1. letnike in 2. ter 3. letnike predšolske vzgoje je v Domu kulture sledilo potopisno predavanje dr. Dragona Potočnika Tibet. Gospod Potočnik je predavatelj na Filozofski fakulteti v Mariboru in je svoje potovanje predstavil na zelo zanimiv način in v občinstvu je bilo veliko navdušencev nad pokrajino Tibet. Sledila je gledališka igra z naslovom Sence v izvedbi gledališke skupine Ravne na Koroškem. Predstave so se udeležili dijaki 2. in 3. letnikov, sama predstava pa se jim je zdela vredna ponovnega ogleda. Sledilo je medrazredno tekmovanje, kjer se je vsak razred predstavil svojo točko. Predstavitve so bile zelo zanimive, saj smo videli zabavne, resne in velikokrat resnične, seveda na zelo komičen način predstavljene točke. Pri ocenjevanju predstavitev se je gledalo na izvirnost, pripravljenost, zabavnost in številčnost dijakov. Po tekmovanju je sledil šolski piknik, kjer je vsak razred poskrbel svojo hrano in pijačo. Ko smo imeli polne trebuhe do vrha, je bil čas za koncert, kjer je nastopila skupina Samo Budno in njegov band. Naše rajanje je trajalo do 11. ure zvečer. Zadnji dan šole je potekal malo žalostnem, a vendar veselem vzdušju. Vsi dijaki in profesori smo se zbrali v Šicu, kjer je prireditev otvoril dijaški pevski zbor s slovensko himno. Sledil je nagovor ravnatelja, nato pa zabavni kulturni program. V njem so se predstavili s plesnim nastopom dijakinje in dijak, nato je bil nastop pevskega zbora Dijaški sekstet in nazadnje je nastopila tudi dijaška glasbena skupina.
Po kulturnem programu je sledil slavnostni nagovor, ki ga je imel gospod Lojze Peterle, prvi predsednik vlade v samostojni državi Sloveniji in aktualni evropski poslanec, nam je govoril o osamosvojitvi naše države ter njenih začetkih. Jaz sem želel tukaj praznovati dan državnosti in sem se z veseljem temu vabilu odzval. Ljutomer meni veliko pomeni, ker ima v razvoju slovenske narodne in politične zavesti veliko vlogo, velik pomen in vedno z veseljem sem pridem. Vidim, da imate mlade pevce, imate mlade kreativce. Jaz sem mislil, da so 4. letnika, so pa z prvega tale ekipa Davida Duha in sem se zelo lepo počutil, ker sem nekoč sam take stvari počel. Po prireditvi se je vsak razred odpravil v svojo učilnico, kjer so dijaki dobili svoje spričevala in priznanja ter se za to poletje poslovili od šole. Člani novinarskega krožka smo se odpravili v Ljubljano. V začetku junija je bil za nas, novinarje na gimnaziji, trdo prigaran dan, ko smo se odpravili na zaslužen novinarsko barvan izlet. Kljub zgodnji uri smo bili polni energije in v nestrpnem pričakovanju, da na lastni koži občutimo, kakšna bi lahko bila naša poklicna pot, če bomo nadaljevali v tej smeri. Zato smo se odpravili v sam center novinarskega dogajanja v Sloveniji. Naša prva postaja je bila tako medijska hiša Pop TV, česar smo se tudi najbolj veselili. Za začetek se sprehodimo po novinarski redakciji Kanala A, kjer se na naše veliko presenečenje srečamo s samim urednikom in priljubljenim voditeljem Gregorjem Trebušakom, ki se na široko razgovori o delu novinarja. V ušesih ostane njegov, vsak je lahko novinar. A so nas seveda zelo hitro zasuli tudi z ostalimi pogoji dobrega novinarstva, ki pa niso tako zelo preprosti. Sledil je ogled studia, kjer snemajo večino vsem dobro poznanih informativnih oddaj. Sprva smo sicer pričakovali ogromen prostor, prenapolnjen s kamerami, ampak nas je ta zelo presenetil s svojo majhnostjo. Učinek televizijskih kamer je resnično neverjeten. Neumorni tehnik nas je prijazno sprejel in nam z vidnim navdušenjem razložil vse o snemanju dramatičnih oddaj in vrhunski tehnološki opremi prostora, v katerem smo se nahajali. Ko smo se sprehodili skozi prostore medijske hiše in opazovali vestne novinarje med delom, smo se počutili kot del vsega, kar se je dogajalo okoli nas. Vendar se ne ukvarjajo vsi zaposleni s produkcijo oddaje, ki je v soju žarometov vsak dan predstavljena javnosti, ampak je delo nekaterih deležno mnogo manj medijskega blišča in pompa. Bivši dijakini naše gimnazije sta nam povedali, kako sta se sploh znašli tukaj. Jaz sem čisto slučajno zasledila oglas preko študentskega servisa, ker jaz sem začela delati kot študentka. Sem prišla na razgovor, naredila par testov in to je to. In so me poklicali v bistvu še isti dan, da če lahko začnem že naslednji dan delati. V marketingu sem delala kot prevajalka, zdaj pa sem v bistvu v programskem oddelku in sem glasbena urednica. Jaz sem pa začela sicer delati v uredništvu 24 ur, kot pač starejša dežurna oziroma asistentka urednika. Pozneje pa sem tudi se preselila v oddelek marketinga, ker delam še zdaj kot medijska planerka. To nam je vlilo še več volje, poguma, predvsem pa prepričanja, da lahko uresničimo svoje sanje. Naglica, nenehno zvonjenje telefona in iskanje pravih besed so torej del novinarskega vsakdanjika in ko smo ob koncu zakorakali v topel sončen dan, se je vsak že zamišljal s mikrofonom v roki. To sedanjim novinarjem morda res ne predstavlja nič posebnega, a za nas, bodoče novinarje, je bilo doživetje neverjetno in nepozabno. Tako bi do večera lahko raziskovali televizijo ter študirali sistem, a smo morali še naprej in sicer so nas pričakovali na Dunajski 5 v uredništvu Dela ter Slovenskih novic. Kar za novinarsko mizo, kjer vsako jutro usklajujejo delo tekočega dneva, nas je glavna urednica, gospa Romana Dobnikar-Šeruga, prijazno seznanila z delom časopisnega novinarja ter z izzivi in težavami časopisa v sodobnem času. Odpravili smo se tudi v arhiv in malce zaplavali v preteklost, ko so težave s hranjenjem gradiva reševali še brez računalnika. Za marsikoga izmed nas nepredstavljivo. Zanimiv je bil tudi podatek o tem, kolikokrat in kje vse se je v časopisu pojavila GFML.
Nato smo obiskali še njihovo tiskarno, kjer smo si ogledali, kako pravzaprav poteka tisk časopisnega papirja. Nič kaj neutruden gospod, ki očitno zelo dobro pozna razmere v tiskarni, nam je pokazal, da strani dela najprej natisnejo na velike železne plošče in jih nato vstavijo v tiskalni stroj. Ta ogromna naprava mi je dala občutek, da me bo vsak čas časopisom vred posrkalo vanjo. Vsi skupaj smo presenečeno obstali, ko smo zagledali skladišče, v katerem je bilo gromozansko veliko tiskarskega papirja, ki je bil zložen velike 10-metrske stolpnice. Sledil je zabavni del z obilico ropotanja, ki ga je povzročala megalomanska naprava, ki tiska stranice papirja. Posebni občutki so nas prevzeli ob vstopu v kontrolno sobo, kjer je bilo ogromno različnih pisanih tipk. Kot bi mignil, smo že občudovali tekoči trak nad svojimi glavami, ki je lepil nalepke, zlaga končan papir do izločitve narobe natisnjenega časopisa in svojo hitrostjo obiskovalcem povzroči vrtoglavico. Pravi vrvež, napetost, stres in kričanje pa se začnejo šele po 6. uri zvečer, ko gre za res. Delo tiskarja je pač nočno delo. Naše popotno raziskovanje se je zaključilo na RTV Slovenija, kjer so nas več kot prijazno sprejeli v prostorih Vala 202. Najprej so se pohvalili z dejstvom, da je to prvi radio v Sloveniji, ki je začel oddajati že leta 1924, sam Val 202 je prvič oddajal leta 1972 in letos praznuje okroglo 40-letnico. Tu smo imeli tudi možnost snemati v živo, brali smo članke o prometnih informacijah, napovedovali svojo najljubšo pesem in posneli preprosto anketo z ulice o tem, kaj bodo ljudje počeli med počitnicami. Ugotovili smo, da delo radijskega voditelja ni mačji kašelj, saj ne bere zgolj besedil in govori v mikrofon, ampak mora vse besede pravilno izgovoriti, jih ustrezno naglasiti, v bistvu popolnoma obvladati zborni knjižni jezik. Sledi zanimiv ogled radijske hiše in spremljanje hitre hoje po hodnikih, šviganja ljudi sem ter tja, čuti se nervoza voditeljev in novinarjev, če jim bodo poročanja uspelo pravočasno napisati in urediti informacije. Na koncu nas je žal že preganjal čas, zato smo se morali posloviti. Ogled je bil vsekakor zanimiv in tudi poučen, saj so nam postregli z obilo informacijami, na katere zgolj kot poslušalci sploh ne pomislimo. Nove izkušnje so vedno zanimive, še posebej, če predstavljajo izziv. In ta ekskurzija ga zagotovo je. Tudi ta mesec se je dogajalo marsikaj zanimivega, pa si poglejmo novičke. Tako kot vsako leto so tudi letos dijaki vzgojiteljskega programa izvedli pisani tobogan, prireditev, ki je namenjena predšolskim otrokom. Nastopali smo z pesmicami, pač peli, potem različnimi igrami, lutkovno predstavo in ples. Gostovali smo v Murski Soboti, Ormožu, Moravceh in v Ljutomeru. Pripravili smo se skozi celo leto, vse to izkaz celoletnega programa predšolske vzgoje, kaj smo se v tem celotnem letu naučili, tako da kar celotno leto. Res je, dijaki GFML smo tudi prostovoljci Rdečega križa Ljutomer in junija smo si požrtvovalno zadali zanimivo in pomembno nalogo obenem. Igrali smo žrtve na 18. regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju. Skupaj nas je bilo okoli 20 dijakinj in dijakov ter osnovnošolk, ki smo ta dan utrpeli določene poškodbe. Tema letošnjega tekmovanja je potres ter vse dogajanje v zvezi s potresom. Kot vemo, takrat odpovejo vsi sistemi in je veliko
reševanje odvisno od ekip laične prve pomoči, ki priskočijo prve na pomoč. Da pa tekmovalnim ekipam ne bi bilo tako zelo lahko, smo imeli odlične igralce, ki so zaradi psihičnega pretresa zapletali dogajanje. Tudi sami smo morali dokazati svoje igralske sposobnosti, saj smo morali odigrati prizore, ki bi se dogajali v resničnem času in prostoru. Seveda je bilo zanimivo igrati in spoznavati ljudi z različnih koncev regije in njihov način reševanja. Mi smo pač tu prostovoljno in smo se pač odločili, da bomo prispevali k izboljševanju naše civilne zaščite in Rdečega križa. Jaz sem v vlogi ponesrečenca z koleno in zapestjo. Jaz pa sem zasuta z drevjem, pa imam odrgnino leve roke. Jaz pa sem v pivnici, pa pač je prišlo do eksplozije in te manj opekline, pa sum dihalnih poti, pač, ki so upečene. Ja, jaz sem pa isto kak Nastja, poškodba kolena in zvin zapestja. Ob tem smo se tudi mi naučili, kako prepoznati določene poškodbe in jih pravilno oskrbeti, kako pristopiti do ponesrečenca in mu pomagati. Tako se je vseh 13 ekip odlično odrezalo, vendar je lahko zmagala le ena, in sicer ekipa civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota. Zanimivo in po svoje težko je bilo tudi sodelovanje s tujimi ekipami iz Čakovca in iz Madžarske. Komunikacija je res malce težja, a so bili v pomoč tolmači ter krvave rane. Pohvala gre tudi najmlajši ekipi prostovoljcev Rdečega križa osnovne šole Veržej, saj so poškodbe odlično oskrbeli in tako rešili marsikatero življenje. Vajo je spremljal tudi minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Aleš Hojs. Medtem ko smo mi tulili in tarnali od bolečin ali pa se delali mrtve, so v velikem parku predstavljali dejavnosti in opremo gasilci, potapljači, civilna zaščita, policija, slovenska vojska, kinologi, taborniki, služba nujne medicinske pomoči, Rdeči križ in ostali, ki pomagajo ponesrečencem. Ekipa maskerjev in vseh drugih je odlična, imeli smo se res fajn. Učili smo se tudi na veliko, tudi kako poskrbeti za rane, če bi se pripetilo drugim ljudem, kako ravnati, in odlična izkušnja. Prostovoljstvo je svojevrstna izkušnja in odgovornost, vsekakor pa poučena popestritev, ki pripomore tudi k reševanju življenj. In bilo nam je v veliko čast. Idrija je mesto znano po rudniku živega srebra, čipkah in žilinkrofih. Nam je predstavljalo izhodišče za strokovno ekskurzijo, ki smo upravili 4. junija. Z avtobusi smo se tja odpravili že 5:30 zjutraj, da bi si lahko ogledali čim več zanimivosti tega področja. Po 3-urni vožnji smo končno prispeli do Idrijskega gradu, ki je danes muzej, obsega pa 2 zbirki, rudarsko zbirko in zbirko idrijske čipke. O lepoti le-te smo se lahko prepričali na lastne oči, hkrati pa smo lahko sami poskusili klekljati, kot so to nekoč upravljale idrijske žene, da so lahko preživljale svoje družine. V rudarski zbirki pa smo si ogledali rudniške kamnine, jeklenke, v kateri so prevažali živo srebro ter orodja, ki so jih uporabljali pri svojem delu. Pot nas je peljala do mestnega akvarija, v katerem se nahajajo ribe vseh vrst, od sladkovodnih pa do morskih, manjkalo pa ni niti strupenih amazonskih žab, ki so že na videz nevarne in človeka prav nič ne mika, da bi se z njimi crkljal. Našo pozornost na nadaljevanju pritegne največje vodno kolo v Evropi, imenovano Kamšt, ki ima premer celih 13 metrov. Zgrajeno je bilo pred približno 200 leti in je svojo nalogo upravljalo vse do leta 1948, ko ga je poškodovala poplava reke Idrijce. Da bi se vživeli v službo tamkajšnjih rudarjev, smo se odpravili proti rudarski hiši iz prve polovice 18. stoletja, v njej pa je nazorno prikazano skromno življenje rudarjev. Hiše so bile takrat večnadstropne, vendar so imele majhne prostore in nizke strope. Posebnost takih hiš pa je tudi ta, da so v celoti narejene iz lesa in imajo strme strehe. Naša naslednja postaja je bila Antonov rov, kjer smo si ogledali film o zgodovini rudarstva in se nato kot tedajni pravi rudarji spustili v rov. Pred samim spustom smo oblekli rudarsko oblačila ter si nadeli čelado, saj smo tako ostali zaščiteni pred morebitnimi udarci v glavo,
saj so se rovi na nekaterih mestih precej zožili. V rovu je tudi neke vrste muzej, kjer so na posameznih območjih poustvarjeni prizori iz rudarskega življenja. Nažalost je veliko rudarjev bilo izpostavljeno škodljivim vplivom živega srebra, zato je tudi njihova življenjska doba bila bistveno krajša. Iz rova smo se vrnili živi in zdravi, le nekatere so že bolele noge zaradi hoje po številnih stopnicah. Vreme se je v tem času precej spremenilo in če je bilo še prej sončno, nas je sedaj presenetil dež. Obogateni z novimi spoznanji smo se zadovoljni odpravili proti domu. V času, ko energija postaja vse bolj dragocen vir, smo se na GFML odločili, da v svojo sredo povabimo lokalno energetsko agencijo za Pomurje v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo Mura, ki je pripravila prav poseben energetski dan. Ta je potekel 8. junija v okviru izbirnega predmeta študij okolja, ki smo se ga udeležili dijaki drugih letnikov. Gospod Bojan Vukrinčič nam je predstavil, kako je v današnjem svetu, ko poraba električne energije strmo narašča, mogoče s energijo smotrno ravnati in hkrati tudi veliko prihraniti. Projekt Eneskom, katerega del so tudi oni, se zavzema za zmanjšanje emisij CO2, obenem pa poziva k varčevanju energije. V uvodnem delu predstavitve nam je gospod razložil, kako lahko že z na videz majhnimi ukrepi drastično zmanjšamo porabo električne energije. Tako lahko že s preprostim ugašanjem luči znatno prihranimo. Ugotovili smo, da sta največja porabnika električne energije v naših gospodinjstvih hladilnik in pa zamrzovalnik, kar ni sicer nič čudnega, saj obratuje 365 dni na leto, zato bi bilo starejše naprave te vrste smiselno zamenjati. Da bi kar v največji meri zmanjšali energetske stroške, je dobro tudi, če zamenjamo stara okna z novimi, saj skozi stara uhaja ogromna količina energije, kar posledično poveča tudi stroške kurjave. Z njihovo infrardečo termokamero pa lahko ugotovijo, kje uhaja največ toplote iz stanovanja. Predstavili so nam tudi nove, alternativne vire energije v Ljutomeru, ki pa jih tukajšnji prebivalci še premalo izkoriščajo. Vode zagotovo danes porabimo preveč, zato so nas upozorili tudi na varčevanje s to dragoceno tekočino. Zapiranje pipe, tuširanje na mesto kopanja ter ponovna uporaba vode za zalivanje lahko v veliki meri prispevajo k zmanjšanju računov. Hkrati pa nam bo hvaležna tudi narava. Predavanje smo zaključili z vprašanji in kratkim intervjujem, kjer smo šokovci predstavili tudi svoj prispevek v varčevanju z energijo. Predavanje pa nas ni pustilo hladne, saj je v nas prebudilo zavest o varčevanju energije, ki pa jo bomo z veseljem širili tudi med drugim. Verjamem, da vas je veliko gledalo oddajo Slovenija ima talent in podobno oddajo X Factor. Vsi, ki so tam nastopili, res niso imeli prepričljivega talenta oziroma tistega X Factorja v sebi, na kateri pa so nas presunili s svojim glasom oziroma katerim drugim talentom. Dijaki Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer smo v torek 19. junija dokazali, da ga zagotovo imamo mi. Ob 8. uri zjutraj smo se odpravili na festival talentov, ki je potekal na osnovni šoli v Črenšovcih. Mladi smo se predstavili z različnimi plesnimi, pevskimi in glasbenimi točkami ter prepričali publiku s svojimi likovnimi, ročnimi in drugimi izdelki ter spretnostmi. Naša šolska skupina Sextet se je predstavila s pesmijo Žabja svadba ter vsem dobro znano The Lion Sleeps Tonight. Vzgojiteljski oddelek fantov ter deklet pa je zagral na ksilofone, kitare, bobne in druge inštrumente ter zraven zapel humorno pesem Počitnice in Rozalijo. Predstavili smo se tudi s kratkim izsekom našega literarnega večera. Recitirali smo pesmi ter obiskovalce seznanili z našo stojnico, ki je bila nabito polna. Naš trud je voditeljica programa nagradila s priznanjem. Na smajanih obrazov smo se vrnili proti domu, saj smo bili zadovoljni, da smo se srečali z mladimi iz drugih gimnazij in osnovnih šol. Tako smo takoj vzpostavili stik ob spoznanju, da nas povezujejo podobni hobiji in zanimajo enake stvari. Na naši šoli pripravljamo tudi neformalno izobraževanje za odrasle. Na gimnaziji Ljutomer smo od marca do danes izvajali program usposabljanje za življenjsko uspešnost izzivi podeželja. Izvedbo programa so sofinancirali Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropski socialni sklad.
in seveda sofinanciral je Zavod za zaposlovanje. Z udeleženkami, ki jih je bilo na začetku 14, smo se družili skoraj 3 mesece, se pri tem veliko druga od druge naučili in danes smo našo zaključno prireditev posvetili tednu vseživljenjskega učenja, ki ga v tem času tudi na nek način praznujemo. V tednu vseživljenjskega učenja na naši šoli izvajamo najrazličnejše prireditve in ena od njih je bila današnja čajnica. Sem Zdenka Šijanec. Najbolj mi je bilo všeč, da smo bile videne in slišane. Nikoli nismo bile ustavljene, vedno smo imele čas za svoj povedati. Tudi odgovor smo dobile za vsako vprašanje. Sem Ivica. Zelo sem vesela, ko sem prišla v to skupino. Najlepša hvala vsem. Sem Marija. Zelo sem srečna, ker sem prišla v to skupino. Zelo me je zanimalo vse so mi znali povedati, o čem in kaj. Sem Suzana Brumen. Bilo mi je zelo lepo, spoznala sem nove prijateljice. Sem Angela. Mnogo smo se tu naučili. Spoznala sem nove kolegice. Jaz sem Mihajla. Odnesla sem veliko znanja. Sem Majda Fajfar. Spoznali smo zdravilna zelišča. Te delavnice odhajam srečna in zadovoljna. Sem Majda. Smo se vsega marsikaj naučili. Koliko nismo vedeli, so nam predavateljice povedale. Sem Jožica, sem prišla v to delavnico z brez znanja. Nisem vedela dosta o rastlinah, ampak zdaj imam polno znanja. Hvala vsem, ker ste me pomagali. Jaz sem Ema. Jaz moram reči, da sem sama pri sebi v teh delavnicah zelo napredovala, predvsem na samozavesti, na poznavanju različnih odnosov med ljudmi, različnih zgodb, ki jih prinašajo ljudje v svoje življenje. Samo lahko rečem, samo nadaljevanje bi si želeli vsi. Sem Slava Šarc, predavateljica v skupini Izzivi podeželja. Jaz moram reči, da dekleta, ki so se tega programa udeležile, so krasna. Res v začetku, ko sem jih opazovala, so bile nebogljene, zadržane. Danes ste videli, da je marsikaj tega so odložile. Jaz sem prepričana, da taki programi so nujni ravno na podeželju, ker res krepijo samopodobo posameznika in seveda k temu pripomorejo tudi k iznajdljivosti v lastnem okolju. Jaz moram reči, da sem vsebine izbirala predvsem pisane na njihovo kožo. Jaz sem prepričana, da so obogatene z novimi znanji in da se bodo rade spominjale tega druženja in tudi sem prepričana, da so se tkale nove prijateljske vezi med njimi in da bodo še uspešnejše v nadaljnjem svojem življenju. No, to je bilo za letošnje šolsko leto vse. Vidimo se jeseni. Adijo! Adijo!